Za OZS in vsemi vami je v bistvu zelo naporen teden, že jutri pa še en pomemben dogodek. Dekleta v Ljubljani s prvo tekmo Evropske lige in tudi prvim Final Forum, če lahko temu tako rečemo, sicer po drugačnem sistemu. Še ena lepa promocija za odbojko in še en dokaz, da kakovost slovenske odbojke raste tudi pri dekletih. Hvala lepa, lep dober dan. Najprej upravičilo seveda bolj prav je z moje strani, ker sem jaz razlog za zamudo, ampak upam, da ne bomo zaradi tega nič izčrpni. Ja, za nami vsemi je ne le naporen, ampak tudi prijeten teden, ne samo teden, kar zadnji mesec moram reči, da nas najprej dekleta, pa sedaj v nadaljevanju tudi fantje razvaja samimi zmagami. Zdaj, najlažje bi bilo reči, da smo se tega nekako navadili, a vendar se treba zavedati, da verjetno ves čas temu tudi ne bo tako. Meni osebno moram reči, da je izjemno všeč pristop obeh selektorjev, kajti tako en kot drug v svojih izjavah nekako poudarjata, da imamo še rezerve, da še nista čisto zadovoljna s tistim, kar v tem trenutku prikazujemo mi, ki smo morda izven tega in ki bolj spremljamo rezultate. Seveda smo z njimi zadovoljni, smo navdušeni, pravo vsebino in prave razloge pa bolj pozna stroka kot mi, ampak na vsak način ocenjujem, da smo vsi tisti, ki smo kakorkoli vpeti v slovensko odbojko, lahko s tem, kar v zadnjem obdobju doživljamo, ne le zadovoljni, pravzaprav navdušeni. Gospod Najdič, vaša dekleta so letošnjo sezono začela zelo dobro, 6 zaporednimi zmagami in prepričljivim prvim mestom v skupini. Popoln izkupiček in polfinale je tukaj. No, res je, da pred samim začetkom te Evropske lige si sigurno, da tega rezultata nismo upali napovedati, niti pomisliti. Želeli smo odigrati dobro vse tekme, vseh 6 tekem, jih maksimalno izkoristiti potem za jesenske kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Z rezultatom moram reči, da smo zelo zadovoljni, predvsem pa moram poudariti, da še bolj jaz osebno, s čem sem zadovoljen, pa bom rekel, naš celi štab je pa s tem, kar so dekleta dejansko prikazala na samem terenu. To je bila, bom rekel, kvalitetno, zelo dobra odbojka za naše strani, morda lahko rečem, v tej tretji sezoni, kaj smo skupaj, smo morda odigrali najboljše tekme. Še en pomemben podatek pa je, da naša ekipa ne sloni na eni, dveh igralkah, ampak dejansko na eni širini igralk in bom rekel, da sem vesel, da imamo v tem trenutku punce, ki jih lahko damo na teren in ki lahko odigrajo dobro odbojko. S svojim pristopom na samih treningih in tekmah so pa pokazale, kako se dela to in kako se pride tudi do tega rezultata. Se pravi, samo z trdim delom na treningu, z maksimalnim zalaganjem, potem pride tudi rezultati. Vseeno pa vam verjetno ni bilo lahko po tistih zmagah v pričakovanju, kaj se bo sploh zgodilo, bo to Final Four, bo polfinale, veliko informacij neuradnih na koncu, zdaj v petek, v bistvu v soboto že skoraj to obvestilo, da bomo gostili že kar prvo tekmo. Kako ste se sploh lahko organizirali in trenirali? No, res je, da smo, bom rekel, v prejšnjem tednu kar vsi čakali z nestrpnostjo na ta podatek, kako in kaj se bo igralo naprej. Hkrati smo vedeli, da moramo ekipo spočiti po teh dveh težkih turnirjih, ki smo jih imeli za sabo, po dveh potovanjih, ki nista bila lahka. Se pravi, da smo prvo fazo oddelali za osvežitev ekipe in pa hkrati potem v nadaljevanju probali spet narediti bom rekel, malo fizični del, da jih ponovno vrnemo na eno dobro fizično stanje in pa hkrati smo potem preseku, kar je bilo dobrega in kar je še vedno bilo slabega. Na teh tekmah smo se lotili teh stvari, ki menim, da so lahko v nadaljevanju Evropske lige še boljše in enostavno smo, ne glede na to, kako se bo igralo dalje, smo se ozrli na svoje delo, lastno delo in se probali čim bolje pripraviti sedaj na to polfinale, ki pa je, bom rekel, ena tekma doma, ena zunaj, ne bo lahko, treba bo spet potovati. Mislim pa, da v tem trenutku, da smo, bom rekel, se dovolj spočili, dovolj dobro pripravili, da lahko odigramo ponovno dve dobri tekmi. Kakšen bo pa rezultat, pa je težko v tem trenutku napovedati. Ja, saj to je ravno tudi zadnje vprašanje. Slovakinje že dobro poznate, dve pripravljalni tekmi pred začetkom Evropske lige, prav z njimi. Težko je karkoli napovedati, pa vseeno. Verjetno lahko zmagata obe ekipi.
Mislim, da bodo obe tekmi odprti, da tako ena kot druga ekipa ima, bomo rekel, svoje prednosti, ima svoje slabosti. Mi se bomo po naših močeh probali čim bolje tudi taktično pripraviti na njih, imamo podatke o njih, tako kot ste dejali, in ozrli se bomo v našo igro, probali ponoviti igro iz teh dveh turnirjev v Evropski ligi, ki smo imeli, probati čim bolj pritisniti servisi, hkrati pa držati sprejem igro za menjavo in tukaj, bom rekel, iskati svojo priložnost, da ne dobimo nekih daljših serij na njihov servis, da probamo delati te prve menjave in pa odigrati čvrsto v bloku obrambi, kar, bom rekel, smo se tudi izkazali v teh prvih dveh turnirjih. Hvala. Marina, lani uvrstitev na Evropsko prvenstvo, letos priložnost za uvrstitev v finale Evropske lige. Kaj meni selektor, smo slišali, kakšni so pa občutki v slačilnici? Ja, v slačilnici je vzdušje fenomenalno, mislim, da po takih predstavah in vsemu temu je res še toliko bolj pozitivno. Sigurno napredovanje, pač že to, da smo se uvrstili na Evropsko prvenstvo, zdaj, da smo prišli, da smo bili prvi v skupini, to nam da samo še dodatnega zagona. Tako da mislim, da je to pozitivno in lahko tudi samozavestno nadaljujemo na tej poti naprej. Pri tem bi vam lahko pomagali tudi gledalci. V Stožicah boste igrali prvič, verjetno si želite spodbude iz tribun. Sigurno, spodbude iz tribun je zmeraj tisti 7. igralec. Prvič v Stožicah se veselimo. Včeraj smo imeli prvi trening, malo nam je bilo čudno, bom rekla, nekatere igralke so se celo izgubile na poti ven iz slačilnice, ampak mislim, da to ne bo problem na tekmi. Sigurno pa ja, več gledalcev, ko bo prišlo, boljše vzdušje bo, lažje bo tudi nam igrati. Hvala vsem trem za enkrat. Kakšno vprašanje? Še kakšno zdravstveno stanje v ekipi? No, imeli smo neke male probleme zdravstvene, ki pa niso, bom rekel, v tem trenutku takšni, da ne bi punce mogle stopiti na teren. Tudi, bom rekel, sproti rešujemo vse te manjše poškodbe. V tem trenutku danes so vse punce na razpolago. Se pravimo, nekih problemih, ki so, ampak niso takšnega značaja, da katera punca danes ne bi mogla stopiti na teren. Sta pa še 2 treninga do tekme, ne bi bil rad preveč pametno, da se še marsikaj vedno dogajalo tudi zadnji dan ali pa na zadnjem treningu pred tekmo.